Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Prijazen dober dan še enkrat. Slovenska pripadnica in pa slovenski pripadnik naše vojske si zasluži maksimalno varnost in pa mobilnost. Zato smo danes sprejeli sklep, da nadaljujemo s postopkom nakupa in pa dobave 8-kolesnih vozil, ki to zagotavljajo in pa omogočajo. Ključna sporočila v tej zgodbi so, da gremo v javno naročilo s postopki pogajanja s finsko vlado in pa s finskim ministrstvom za obrambo, torej na enak način, kot smo recimo že v preteklosti sodelovali z Nemčijo ali pa s kakšno drugo državo. Sklenil se bo okvirni sporazum. Želimo kupiti in pa opremiti 2 bataljonski bojni skupini, eno bojno, eno izvidniško. Govorimo o 2x53 vozilih. Obdobje nakupa za prvo izvidniško 2025 do 2027, za drugo 2026 do 2030. Okvirni finančni znesek, ki ni skrivnost, ni pa seveda še določen in je sprejet tudi bil s proračunom veljavnim, je okrog 700 milijonov evrov. Bistvena sporočila so, da so ta vozila cenejša kot vozila Boxer, držali bomo obljubo in pa realizirali prihranek, ki bo na koncu zgodbe uporabe teh vozil zagotovo večji od 400 milijonov evrov. Prihranek na eni strani pri cenejših vozilih, na drugi strani pa bistveno cenejši prihranek pri vzdrževanju teh vozil. In pa vem, kaj pomeni v slovenskem prostoru beseda patria, je sinonim za nekaj. Skupaj s sodelavci z vlado bomo dali vse od sebe, da bodo postopki maksimalno transparentni, javni in pa pregledni. Od drugih pomembnih aktivnosti pa zagotovo tudi sklep vlade, da se ustanovi medresorska delovna skupina, s katero bomo po vzoru projekta bolnice Petra Držaja nadgradili bolnišnične kapacitete v tej državi. Medresorska skupina, sestavljena iz zaposlenih na našem ministrstvu skupaj z Ministrstvom za zdravje, torej sodelovanje tako kot na projektu Petra Držaja. Do tega trenutka smo v Sloveniji dobili že pobudo za sodelovanje iz 5 regijskih bolnišnic. Stvari so seveda še odprte, najpomembnejše sporočilo pa je, da imamo zagotovljenih v ta namen okrog 100 milijonov evrov. Pomembna zgodba tudi imenovanje državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo. Magister Boštjan Pavlin je bil prvi glavni operativec in pa izvajalec vaje Odpornost 2024. Z imenovanjem želimo zagotoviti, da še naprej krepimo gospodarsko, civilno in pa seveda tudi vojaško odpornost te države, in to bodo njegove glavne naloge. Najlepša hvala, minister. Najprej novinarska vprašanja pri nas. Aha. Ne, čakajte. Mikrofon ste dobili. Petra Marc, Televizija Slovenija. Torej, rekli ste 106 vozil v 2 delih, najprej 53 in potem 53. Ali že veste, kdaj je predviden rok dobave prvih vozil? In druga stvar, če sem zdaj na hitro prav izračunala, je torej eno vozilo cca 6,6 milijona evrov. Bo torej prihranek tak, kot je bil obljubljen ob preklicu pogodbe za Boxerje? Prihranek bo večji od obljubljenih 400 milijonov evrov. Treba je gledati na stroške nabave in pa seveda potem stroške uporabe in pa vzdrževanja.
Vozila Patria v Slovenski vojski že obstajajo, mislim, da je kar lepo število let. Naše izkušnje so dobre, stroški servisiranja in vzdrževanja pa med najnižjimi v svetu. Hvala, še imamo pri nas vprašanje, potem bomo šli na splet, izvolite. Ja, Lea Majce Nesta, jaz že naprej povem, da imam kar nekaj vprašanj. Najprej, če začnejo pri Patrih, zdaj vlada je danes torej prižgala zeleno luč, lahko prosim najprej opredelite nadaljevanje postopkov tega nakupa, kako bo zdaj to teklo, kdaj bi lahko torej podpisali pogodbo s ponudnikom in kdaj bi ti oklepniki lahko bili pri nas. Gre za javno naročilo s pogajanji v skladu z zakonodajo, s finskim ministrstvom za obrambo in pa seveda z proizvajalcem teh vozil. Roka sta dva, od 25 do 27 in pa seveda od 26 do 30, tudi v skladu z strategijo opremljanja Slovenske vojske v kratkoročnem, srednjeročnem in pa dolgoročnem obdobju, kar je bilo sprejeto tudi v slovenskem parlamentu, kar se mi zdi posebej pomembno izpostaviti. Še kaj, Lea? Ja. A boste, sami ste omenili, ne, beseda Patria ima pač pri nas žal negativen prizvok, ne, zaradi vsega, kar se je dogajalo, a boste morda zdaj za ta nakup iskali tudi širše politično soglasje? Eden mojih stavkov, se oproščam, če ga prevečkrat ponavljam, je, da seveda varnost ne sme biti ne domena levice, ne desnice, niti pozicije in opozicije. Na odboru se trudim in jaz sem prepričan, da dosežemo kar širše soglasje. To si varnost slovenskih pripadnic in pripadnikov tudi zasluži. Kaj pa je pokazala raziskava trga, ki ste jo izvedli glede nakupa, glede ponudnikov oklepnikov? Raziskava trga je primerjala vse, kar je na razpolago trenutno na evropskem ali pa svetovnem trgu. Jasno je razvidno, da seveda ob upoštevanju cene varnostnih standardov, ki pomenijo zaščito naših pripadnic in pripadnikov, so finska 8-kolesna vozila optimalna izbira. Pa še to, zdaj druga tema, no, danes se je izkazalo, da dijaški dom, ki je pač, v katerem je zjutraj zagorelo, ni imel požarnega alarma, ker ta ni predpisan. A je morda ta dogodek nekaj takega, zaradi česar bi morala država premisliti o spremembi zakonodaje? Najprej z tega mesta zahvala vsem interventnim ekipam, predvsem gasilkam in gasilcem Ljubljanske brigade. Bili so hitri, učinkoviti, rešili, kar se je rešiti dalo. Vsi so, bi rekel, na varnem. Želim tudi poškodovanim, da se jim zdravljenje uspešno nadaljuje in pa konča. Danes si je prizorišče nesreče ogledal tudi pristojni minister in mislim, da bomo v prvih popoldanskih urah tudi tiskovno konferenco. Zagotovo pa zakonodaja je in mora biti živa materija. Če se bodo pokazale pomanjkljivosti v sistemu, jih je treba zagotovo nadgraditi in prepričan sem, da bomo tudi tako na vladi kot tudi v parlamentu kar soglasni. Še zadnje vprašanje. Glede na to, da ste bili, preden ste nastopili funkcijo ministra, tudi vodja poslanske skupine Svoboda, vsi so vam priznavali, da ste znali obdržati ekipo skupaj, 40 poslancev, vemo, ni malo. Danes smo izvedeli, da je poslanec Svobode torej prestopil k stranki Demokrati in s tem nekako omogočil, da bo ta postala parlamentarna stranka, pa vas prosim tukaj za komentar. Poslanska skupina Gibanja Svobode je še vedno odlično vodena in pa tudi motivirana, kar se pa tega prestopa tiče, pa mogoče samo, da sta načelnost in pa zvestoba v politiki pomembni vrednoti, ki morata biti bistveno višje
in pomembneje uvrščeni kot pa kratkoročne osebne politične koristi posameznika.